Živijo. Olej. Dobrodošli v rubriki Babenberg. In kaj vi? Midve se spet pogovarjava o varnem seksu. Če si fant, je stvar kar preprosto. Porabiš kondom in to je to. Če te zanima, kako se natakne kondom, si oglej video Silvester, Bobby, Banana in kondom. Najdeš ga na našem YouTube kanalu ali pa na Skitu. Če si punca, pa je možnosti za zaščito več. Vedno me v mislih, da se kontracepcija uporablja zaradi dveh razlogov. Da ne pride do nezaželene nosečnosti in da se zaščitiš pred spolno prenosljivimi boleznimi. Zato je najboljša zaščita za punce prav tako kondom. Nekatere pa se odločate tudi za druge oblike kontracepcije, kot so na primer kontracepcijske tabletke, ki jih lahko dobite le na recept, kar pomeni, da morate obiskati ginekologa. Ker je prvi obisk pri ginekologu lahko strašljiv, smo vam pripravili nekaj informacij o tem, kako poteka ginekološki pregled. Vsem puncam že misel na prvi ginekološki pregled povzroča občutke tesnobe. Jaz sem bila čisto presrana. Jaz sem bila čisto živčna. Predvsem zato, ker si ne znamo predstavljati, kako bo to sploh izgledalo. Najprej je treba ginekologa izbrati. Za pomoč lahko prosiš svoje starše. Če pa ti je to neprijetno, se starejšimi sestrami, prijateljicami ali sošolkami pozanima o ginekologih, ki jih obiskujejo. Lahko imaš ginekologinjo ali ginekologa. No, razmisli, kdo ti bolj ustreza. Ko prideš na prvi pregled, povej, da te je strah in da ti ne razloži potek pregleda. Ali pa ostani z nami, pa bova to naredili midve. Na začetku pregleda te bo ginekolog vprašal, kdaj si imela zadnjo menstruacijo? koliko dni traja in pri kateri starosti si dobila prvo. Zanimal ga bo tudi, a imaš kakšne težave, povezane z menstruacijo. Seveda ne mu razlaga, da imaš šut nemščino. Vprašal te bo tudi, če si že imela spolne odnose. Če jih še nisi imela, se bosta samo pogovorila in določila vrsto kontracepcije. Mogoče bo opravil ultrazvočni pregled preko trebušne stene. Na pregled se boš potem ponovno naročila, ko boš že nekaj časa imela spolne odnose. V primeru, da si spolne odnose že imela, bo pa sledil pregled skozi nožnico na ginekološkem stolu. In zagotovo se že ves čas sprašujete, zakaj sva tako oblečeni. A ni nama vroče? Tudi ne mislila, da so dolga majica in štumfi dober luk. Je pa ta kombinacija najbolj praktična za pregled pri ginekologu. V serijah in filmih so ponovadi vse pacientke v nekih haljah in copatkih, ki vse prikrijejo. No, v resničnem svetu si prepuščena lastni iznajdljivosti. In če nimaš neke hude želje, da od garderobe do ginekološkega stola hodiš bosa in z nago ritjo, predlagava dolgo majico, ki se jo potem lahko samo potegneš gor. Na sam ginekološki pregled pa vseeno prid v hlačah. Ja. Pregled poteka tako, da ležiš na hrbtu in daš nogi v stremeni. In potem pride ta moment, ko ti zdravnica reče, sprost se. In ti si tako, vi se sproste, gospa zdravnica. Ker kako naj se človek sprosti v tem položaju? Ampak dobro je, da se sprostiš, ker potem ne stiskaš mišic in je vse skupaj manj neprijetno. Zdravnica ti bo v nožnico dala tak poseben inštrument, ki jo razširi, da si bo lažje ogledala tvojo spodnjo situacijo. Lahko opravi tudi ultrazvočni pregled, da pregleda jajčnike in maternico. Vse skupaj se sliši neprijetno. In ne bova vam lagali? Res je neprijetno. Ampak ginekološki pregled je pomemben korak za ohranjanje tvojega zdravja. Za spolno neaktivna dekleta ni potreben. Smiselno ga je opraviti nekje do 20. leta. Če pa si spolno aktivna ali imaš kakšno zdravstveno težavo, pa je primerno, da pregled opraviš že prej. Se vidimo naslednjo soboto. Ajdi!